Kako pa so učenci na osnovni šoli Antona Globočnika Postojna previdni, ko pri šolskem delu uporabljajo umetno inteligenco? Pri točki osveščanja o varni rabi interneta safe.si, ki deluje v okviru Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani, so letos pomladi opravili raziskavo o tem. Izsledki kažejo, da jo učenci 3. triletja uporabljate skoraj vsi, in sicer v povprečju manj kot pol ure dnevno. Najpogosteje posegate po ChatGPT-ju in MyAI-ju, predvsem za šolske naloge in raziskovanje tem, ki vas zanimajo. Ja, uporabljam ga za šolo in za druge stvari. Skoraj vsak dan, pa tudi za košarko, kakšne take nasvete pa tu. Kaj bi lahko narisala, ker včasih ostanem čist brez idej, ne vem kaj bi. Za kakšen recept, kakšna goba, če je užitna ali ni. In tu sem za kitaro v bistvu, ko treniram, kjer akordi so in mi je dalo in je to to. Ja, za šolo pač bolj malo. Rajš pogledam v učbeniki pa tu. Se rajš naučim to, kar smo napisali, da ne bi bilo kaj narobe. Preverjanje podatkov pri različnih virih je vedno dober način, da pridete do pravih in zanesljivih informacij. A to, da vam bo ChatGPT prodal napačen podatek, ni edino tveganje, ki ga prinaša delo z umetno inteligenco. 15% osnovnošolcev je na primer že imelo težave zaradi ponarejenih posnetkov lažnih profilov ali izdelave golih posnetkov z umetno inteligenco. Več kot polovico mladih po raziskavi safe.si sicer najbolj skrbi zasebnost podatkov, skoraj polovico pa pretirana odvisnost od umetne inteligence. Jaz se zavedam, da tudi lahko vzame podatke in širi. Zmeraj manj bomo mi vedeli, ker se bomo sam zanašali na to umetno inteligenco. Tako v bistvu, da človek ne bo več mogel sam razmišljati, ker bo pač umetna inteligenca namesto njega. Te to skrbi? Ja. Ja? Pa pač tako, da bojo ljudje tu zamenjevali za družbo dobesedno pač fizične osebe. Avtorji raziskave safe.si opozarjajo, da so bolj ranljivi tisti mladi, ki se k umetni inteligenci zatekajo zaradi osamljenosti in zdolgočasenosti. To lahko namreč vodi v pogovore z umetno inteligenco namesto s prijatelji ali terapevti, kar povečuje tveganje. OpenAI je zato napovedal starševski nadzor za ChatGPT, potem ko je kalifornijski par podjetje tožil zaradi samomora 16-letnega sina, ki naj bi ga klepetalni robot spodbujal k samouničevalnim mislim. Mladi iz Postojne prisegajo na človeški stik. Sam po mojem bolj zaupaš človeku ali pač trenerju, zdravniku ali pa kaj pa ChatGPT-ju. Mi je boljše ta pač, da se dobesedno imam človeka poleg sebe in da ga vidim, da ga lahko gledam, ko se menim z njim.